Kot veste, smo se, moja ožja ekipa, tudi z odvetnikom Zečevičem, včeraj sestala z gospodom Šešokom. To je bilo najno prvo živo srečanje, kjer je gospod Šešok ponovil svoja stališča, ki jih ne bi v celoti komentiral, ker so nekatera povezana z njegovim videnjem kulture nas v Mariboru, ki je milo rečeno nekulturna. Torej tega ne bi komentiral, bi pa povedal, da je gospod Šešok ponovil svoj predlog poravnave, ki ga bomo začeli proučevati. Prav tako pa je najavil odškodninski zahtevek, ki je višji od dosedaj znanih številk, ki so bile dosedaj objavljene. Kakšen pa bo dokončno, pa bomo videli, ko bo ta odškodninski zahtevek prišel na mestno občino Maribor. Kot vidite, se problema radarjev lotujemo drugačni advokatski zasedbi. Torej gospod dosedanji advokat, gospod Rok Gerlovič, ne uživa mojega zaupanja v tem primeru in tudi v drugih primerih, tako da delo, ki ga do sedaj opravljal, prevzemajo druge advokatske ekipe. V primeru radarjev je to v tem trenutku advokatska hiša gospoda Zečeviča. Zdaj pravne zadeve posla bo gotovo lahko komentiral gospod Zečevič. V vsakem primeru pa je Maribor znova za tem poslom orje ledino v Sloveniji, kajti problematika je pravno zapletena, socialno pa tak sami veste, kaj so radarji vse v Mariboru povzročili. Torej danes v polnoči je potekel tudi rok, torej 30 dni od iskrene odločitve, da odstopi od pogodbe, zaradi česar tudi menimo, da bo najboljše to celo zadevo reševati na ta način, da mi tudi naredimo switch off, pa izklopimo radarski sistem in da lahko potem mirno in s trezno glavo naprej razrešujemo probleme, ki so bili z izgradnjo teh postepokajevskih kulturnih objektov povzročeni. Tudi Komisija za preprečevanje korupcije podala pobudo oziroma predlog Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije za sodno uveljavljanje ničnosti pogodbe. Aktivnosti tako na Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije kot na mestni občini Maribor so v teku. Pripravlja se, bom rekel, vsa potrebna dokumentacija, delo je timsko. Zdaj nova, bom rekel, ekipa na čelu z županom je pač nastopila delo pred nekaj dnevi. Rok, ki ste ga omenili, v bistvu ni bistven. Pogodba v osnovi predvideva v prvem koraku poskus sporazumne razrešitve zadeve. To se je, bom rekel, očitno začelo že pod prejšnjo ekipo in nadaljevalo tudi pod sedanjo. Zadnja takšna aktivnost je potekala včeraj zvečer in v bistvu prehitevati poskus sporazumne razrešitve zadeve ni na mestu. Kot že povedano, se pa aktivnosti usklajujejo tudi z Komisijo za preprečevanje korupcije, ki tudi, bom rekel, je poslala zaprosilo za predložitev dodatne dokumentacije, tako da bo v relativno kratkem času o tem možno povedati kaj več, sedaj trenutno ne.